Najbolj donosna naložba, ki si jo naredil v življenju, pa s tem ne mislim finančna naložba. Lahko je tudi. Ampak recimo energije, časa, denarja, česarkoli. Zdaj tle imam čista standarden odgovor, no, ki ga lahko prebereš v vsaki knjigi, ampak jaz res nikoli nisem bil, ne vem, ja pa bom investitor ali pa bom, ampak sem vedno vlaganje vase dal na prvo mesto, no, tako da to se mi je pač vedno ni bil problem za kurse, za seminarje, za neke izkušnje okrog, tako da to sem. Ti si en izmed unih, ki kurs kup, pa dejansko gre čez. Ja, mislim, imam tudi take, ki ne grem, no, zdaj sem rado že zelo zbirčen. Ker se mi zdi, da je tudi ena past, ki se ljudje ujamejo v njo, ne, kupujejo kurse, ne, z tem namen je dober, jaz bom zdaj delal na sebi, pa tudi dober feeling dobiš, ne, naredil sem prvi korak, pol pa se ne nadaljuje, ne. Ja, to je tisto, kar smo se pogovarjali, ne, razviti neko ekspertizo je ful težko, no, in tle moram potrkati, da sploh čez leta sem se toliko discipliniral, da mislim, ja, vsak dan in berem ali gledam kurse, se pravi, imam rezerviran nek slot, zgodaj zjutraj, ki še vsi spijo, kjer se izobražujem in vlagam vase, no, in nima veze, je to zdaj kurs ali knjiga. Zdaj mogoče prej, ker sem bil mlajši, sem pač tako reaktivno, kar mi je padal pod roke, ne, zdaj pa, ker vidim, koliko težko je, ne vem, tako prebrati, ne vem, če bi rekel eno knjigo na teden, ne, to moraš biti full discipliniran, če rečeva, že eno knjigo na mesec, ne, je tako, moraš si vzeti, ne vem, pol ure na dan pa res brati, sem full skrben pri tem, kaj berem, tako da si vzamem, pogledam kazalo, pogledam reviewje, rečem, ok, to knjigo bom res prebral, pa če, ne vem, na 10% vidim, da ni to, da že vem, ok, gremo naprej, ne. Tle mogoče lahko prideš do drugega, ker smo prej omenila, da ne zaključuješ stvari, ne, imaš tle drug fenomen, da pa hočeš vse, da hočeš pa vse, ne do konca, ful dolgočasna knjiga. Ja, 600 strani, moram do konca. No, to sem se tudi odvadil. Ampak ja, vlagam vase. No, tako da tle tisto tako smrtno resnostjo, se pravi, največ energije, denarja, vsega sem vlagal v razvoj sebe, svojih kompetenc in to se mi je pač tako najbolj obrestvalo in z samo aktualizacijo, dobrim občutkom in pač tudi finančno na koncu. No. Tako da to. Zdaj to je poslovno. Da ne bom zdaj samo na tem ostal. Druga najboljša naložba, če se tako obrnem, ali pa tisti, ki je bil res točka, ja, delno sreče, delno pač to, da sem nekaj pokazal, da znam, no, so bili startupi, pa ko sem prišel med poslovne angole Slovenije. No, takrat, jaz sem najprej delal na univerzi, sem imel tam relativno dobre rezultate, je to videl Branko Drobnak, ki je bil takrat predsednik uprave ali kakorkoli bilo že Poteze, ki je bila največja ali pa ena največjih nebančnih družb in je rekel, da želim imeti tam poslovne angele Slovenije in me je skupaj še z enim Enejem, no, ki sva dosti sodelovala, sem me povabil, če bi pač vodil to. No, in tam, ne vem, recimo, da je to trajalo 5 let, sem imel to srečo, da so se zbrali najuspešnejši podjetniki poslovneži in moja naloga je bila na drugi strani iskati mlade perspektivne podjetnike, pripravljati naložbe in podobno. No. In jaz tam bom rekel, ni bilo samo tako sreča še enega uspešnega, ima še enkrat intervju, ampak sem res delal, ne vem, recimo to je 30 bilo uspešnih, najpremožnejših Slovencev, sem z njimi res delal in projekte predstavljal in še danes z kar nekaj ljudmi iz te mreže sodelujem in tudi največ projektov ali pa dosti projektov dobivam iz te mreže, čeprav ne počnem več tega. No, tako da to je bilo sigurno ena taka točka, ki mi je omogočala, da sem vse, kar sva do zdaj gradili, tem sem si mrežo uspel zgraditi. Bil sem odprt do novih idej, ker sem mogel biti, ker je bil dotok skozi nekih idej. Mogel sem razvijati kompetence, ker sem mogel biti, ne, pač razumeti si mogel stvari. Tako da to je recimo bilo tisto, ki me je pušnilo, da sem vse to, kar sva govorila, takrat imel neko platformo, da se je to dogajalo. Ne. Zdaj iz vidika osebnega življenja pa definitivno najboljša naložba družina. No, tle pa
Tle pa sploh, če govorijo o karieri, pa so govorila, ne pa sigurno bi me karakterizirali drugi kot mogoče malo karierista ali celo deloholika, pa ne, da je to dobro, boh ne daj, no, lahko tudi pol kakšno tem rečeva. Ampak to, da bi zreduciral življenje na eno dimenzijo, ne pa bi rekel kariera vse, pa da bi vse drugo zanemaril, ne, to je piškavo življenje, ali kako bi temu rekel. Ne. Zdaj to je spet, lahko od zadnji so psihološki vzorci, ne, da je delo beg pred realnostjo ali pa da svojo osebno vrednost povezuješ z delovnimi rezultati, ne, in to korigirati je ful težko, ampak bistveno boljše je, da vložiš ogromno energije, da začneš to korigirati, kakor da zreduciraš svoj life samo na kariero. No. Tako da tle tudi mladim, tisti, ki želijo razviti kariero ali pa so, ne pa niti tle z balance, mogoče bo rekla posebej še o balansu, no, tle imam jaz mogoče celo zdaj mačken drugačen pogled, ampak ja, v času študija recimo, imaš dovolj časa, da ga ful žuraš, imaš dovolj časa, da ful prepotuješ in imaš dovolj časa, da ful dobro študiraš, pa imaš tam neke rezultate, imaš ful časa, da se aktiviraš v društvih, pa narediš nek ful dober network ali pa v teh mrežah in imaš ful časa, da še razvijaš neke kompetence, delaš na nekih projektih. No, tako da jaz, kakor sem sicer študij zavlačeval, ne, sem ta del ful izkoristil. Res sem ful potoval, mednarodno sem se odprl, na ful projektih sem sodeloval in tudi to lahko povem. Zdaj, če zlistam zelo uspešne ljudi moje generacije, ki smo bili skupaj na faksu, ne, 80% je bilo aktivnih v enem druženju, v drugem, so imeli neke svoje projekte. Tako da tle lahko statistično damo kljukico pa vzporednico za večino mladih, če želite v študiju aktivirati se in početi čim več strani, se začeti networkati, biti na nekih projektih in podobno. No. Zdaj, seveda ne pa zdaj zreducirati cel life samo na to, ne. Lahko potuje zraven, lahko moraš graditi še vse ostale dimenzije. No, in vsakmu v dobi življenja je nekaj namenjen in enemu je namenjen tudi družina. In pač jaz trdno verjamem, saj ne veš, zgodi se v življenju lahko marsikaj, ampak je to ena zelo pomembna celica ali pa steber, no, ki ga rabiš v življenju. No, da tle pridemo do balansa, rabiš eno in drugo. Pa še kaj drugega, ne, pač moraš te žogce žonglirati, pa nobena ne sme padati na tla. Ampak ja, zdaj dve stvari, no. Eno, da zreduciraš svoje življenje na eno dimenzijo, to se mi zdi nepošteno do sebe, kdorkoli bi to naredil. Ne. Pa tudi, če to vodi k temu, da narediš izjemne uspehe, pa te vsi pišejo knjige o tebi, pa kakorkoli, ne, vse vprašanje, če je bilo vredno. Zdaj, drugi del je pa ta balance, no, kjer pa bi mogoče še eno drugo perspektivo, da na to, kar si omenil. Balance si mogoče dostakrat predstavljamo, kakor, ne vem, jaz imam na dan, 16 ur, ne, in zdaj teh 16 ur bom razporedil 8 ur za delo, 1 uro za šport in bom vsak dan v balansu, ne. Ampak v realnosti balance ne dela tako, ne. To dostakrat reče, ja, pa se v naravi vse v balansu, ne. Ampak če pogledamo, ne vem, zdaj je koliko mesec pa pol dežval, ne. A je to balance, ne? Ni balance, ne. Ok, zdaj pa bo sonce, ne vem, 2 meseca, ne. Ok, zdaj pa če to sešteva, pa bo balance, ne. Ja. Tako da Sam tudi tako ne deluje vreme. Ja, no. Čist nepovezan je, a je padal cel mesec, statistično ne vemo, kaj bo naslednji mesec. No. Ampak je, rečeva, nek generalen trend, no, ali pa, no, ampak točno to, kar si povedal, ne, se pravi, ni ta mikrobalance, da bi rekel, zdaj bom vsak dan si točno razporedil, kako pa kaj je to, ampak moraš biti v balansu na makro nivoju, ne. Se pravi, ti imaš v dnevu ali pa celo v življenjskih obdobjih, ne, imaš neke ekstreme, ne, imaš, ne vem, ekstreme, ki moraš ful študirati, imaš ekstreme, karkoli pa že, ne, moraš dati en zahteven projekt in lahko nekaj časa ne spiš, ne, ampak potem je pomembno, da to v naslednjem obdobju balansiraš, zatem pa, da si vzameš malo več počitka in podobno. No, tako da tle ena taka prispodoba, no, ki bi rekel, da je spravo life ni sprint, ne, da boš skozi samo v sprintu,
pa tudi ni samo maraton, da bi rekel, zdaj pa bom 42 km po istem tempu laufal in to, ampak je serija šprintov in počitkov, kjer šprintaš v različne dimenzije. Ne? In dobro je, če v pravih trenutkih šprintaš v prave dimenzije. No? To je. Top, super.